Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode so že lansko leto za osrednjo temo meseca požarne varnosti izbrali temo, ko baterija zagori. In glede na sodobne življenjske navade so podobno temo izbrali tudi letos. Obiskovalci so se v soboto spoznavali z gasilsko tehniko in vozili, spoznali, kako varno uporabljati električne naprave in vozila in videli, kako zagori baterija. Letošnje leto smo pri nas dali za preventiven dan, da je tema elektrika kot takšna, električna vozila, sončne elektrarne, električna napeljava v hiši, se pravi mobilne naprave, ki jih imajo zdaj vsi vsakemu žepu, se pravi od telefonov, skiroji, kolesa električna, to je letošnja tema naša. Doma imamo vse več različnih baterij, od tistih na mobilnih telefonih, vrtalnikih, električnih kolesih, skirojih in ne nazadnje na električnih vozilih. Več baterij, večja verjetnost, da pride do poškodbe in posledično požara. Obenem pa je potrebno poudariti, da lahko zagorijo tudi polnilci, ne samo baterije. Ker če baterija zagori, potem jo je zelo težko pogasiti. Voda tukaj pomaga samo toliko, da ohladi, zaduši oziroma stvar moramo kar potopiti v vodo, zato da požar pogasimo. In najpogostejše napake, ki jih ljudje delamo? Zdaj, najpogostejša napaka je to, da nam na primer polnilec na mobitelu odpove, nabavimo enega preko spleta, morda tam nekje iz Kitajske, ne vemo kakšen je, ali je ta stvar sploh kompatibilna z našim telefonom in pač, če ni stvar nekako skladna s tem telefonom, lahko privede do tega, da se začne baterija pregrevati in iz pregrevanja hitro pride do požara, ker ni pa treba veliko. Ker gašenje gorečih električnih naprav ni najbolj enostavno, je potrebno iti v korak s časom. Zato nas je zanimalo, kako je naša osrednja gasilska enota pripravljena na novo dobo, kjer je čedalje več uporabe baterij. Predvsem z izobraževanjem. 14 dni nazaj je bil v Ljubljani tečaj Heavy Rescue, kjer se gre predvsem na tehnično reševanje avtomobilov. Letos je bilo pa poudarka tudi seminar požari oziroma električna vozila, kako pristopiti, kakšne so nevarnosti, kako gasimo to, kam gre razvoj, skratka vse to, kar se tiče teh električnih vozil. Preški gasilci tovrstnih izkušenj še nimajo, a smo lahko gotovi, da bodo znali pomagati tudi ob nesreči električnih vozil. Izkušenj še nimamo, ampak nekako navodila so taka, ločeno je požar vozila pa požar baterije. Če avto zagori, ni nujno, da tudi baterija zagori. Vsekakor pa takrat, kadar pride do nesreče z električnim vozilom, noben ne more več garantirati, da je tista baterija še varna. Lahko ni potrebno, da pride takrat do požara, lahko pride še čez dan, dva, ne vem, kasneje, ker pač baterija se poškoduje, noter se celice pridejo v stik in ta stik kmalu potem vodi v pregrevanje in kasneje požar. Dan odprtih vrat oziroma predstavitev dela gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode privabi veliko obiskovalcev, med njimi so najbolj radovedni najmlajši. Predvsem je to najbolj zanimivo za otroke, kakor vidim, letos imamo spet en otroški kotiček, tamle se otroci malo igrajo, tehniko pogledajo, ljudje radi poklepetajo z nami, če jim kaj povemo, sprejemajo, so kar tako radovedni, kar se tega tiče. Bomo pa probali tamle demonstrirati pregrevanje baterije, pa kaj se zgodi, če baterija potem zagori. Nekako se zdaj še malo pripravljamo, ugotavljamo, kako bo to najboljše, pa bomo nekako probali eno baterijo po domače zakuriti. Preški gasilci so tokrat k predstavitvi povabili tudi lokalno podjetje, ki izdeluje sončne elektrarne. Ker imamo letos temo baterije, pa kar je s tem povezan, smo povabili tudi podjetje Tehnosol. Oni montirajo sončne elektrarne pa baterije, hranilnike energije, tako da se tudi nekako ljudje lahko okrog tega malo osveščajo, kako so te zadeve narejene, kako so varne, kaj se lahko naredi oziroma kako je predvsem tukaj poudarjamo vzdrževanje. Prostovoljcem gasilskega društva Preska Medvode pa dela ne zmanjka. Nasprotno, število intervencij se jim zvišuje. Intervencij imamo še zmeraj, se nažalost dvigujejo, tako da gremo že proti 60 na letu.
več kot ena na teden povprečju, potem še vse naše vaje, tako da leto je takšno, kar so bile pretekla, razen s temi odkloni, ki so vsake toliko časa zaradi vremenskih situacij, ki se nam bližajo, tudi vnaprej izgleda nam nič boljš, tako da delamo na tem, da smo skozi pripravljeni, ekipa vad so pridni, to moramo pohvaliti jih. Res vsak teden vsaj ena vaja, če ne še kakšne druge aktivnosti zraven. Leto 2024 sicer omenjajo kot leto okrevanja. V lanskoletnih ujmah so namreč ostali tudi brez kar nekaj pomembne opreme, ki jo potrebujejo za svoje delo. Opremo smo mogli dokupiti pa zamenjati, kar je bilo lani pokvarjenega, uničenega. Ugotovili smo, da je pač en avto res čist na koncu življenjske dobe, star 28 let, tako da smo v letošnjem letu nov avto pripeljali, kateri je tudi rabljen, ker pač to si lahko privoščimo s temi stvarmi, ki jih dobimo od naših krajanov, večinoma brez njih bi težko pomagali potem nazaj vsem našim krajanom, pač v celi občini ali pa še kje drugje. Tako da tukaj res hvala, da imamo take ljudi, ki stojijo za nami, da tudi mi vemo, da se splača potruditi za njih. Tokratni dan odprtih vrat so izkoristili tudi za povabilo k sodelovanju tistim občanom, ki bi se radi pridružili njihovim vrstam. S članstvom ga ni nikoli dovolj. Trenutno ne stojimo slabo, vedno je pa dobro, da še kakšen pride. Od mladine do tudi starejših punc, fantov, mož, deklet, kakorkoli že, vsi so dobrodošli. Tako da za vsakega se bo našel del, če bo hotel pač dati kakšno prostovoljno uro, z veseljem vsakega vzamemo. Tako da v tej priložnosti seveda pozivam vse, ki so karkoli pripravljeni pomagati ljudem, oziroma pri nas pri gasilcih delati, ne glede na to, naš društvo, kjerkoli društvo, naj se prosim včlan, pride zraven, potrka, živijo, jaz sem pa prišel tukaj, se včlan bi rad malo pomagal, vsakega bomo sprejeli. Tako da od mladih, starejših, pa tudi še malo starejših, ni problema. Vsak na svet ali pa roke prav pridajo. Trenutno imajo nekaj več kot 50 operativnih gasilcev, nekaj prek 40 se jih kadarkoli odzove na klic na pomoč. Mnogi med njimi so dejavni tudi kot mentori mladini, ki pridno nabira znanje in bodo nadaljevali dobro delo svojih predhodnikov. Naš gasilski dom drugače zgleda, da je dosti velik na ven, ampak noter so prostori bili dimenzionirani v konec 70-ih let, narejeni v 80-ih, še prezidani. Osnova kot takšna je pa stara 100 let, pa potem vmes dvakrat še malo prezidana in za tiste čase, za tiste velikost avtomobilov je bilo v redu. Zdaj je pa zelo velika prostorska stiska, tako da imamo eno vozilo zunaj. Čakamo, da se bojo vse zvezde, pa če bo kakšen Eurojackpotov zadev v Medvodah, da občina dobi še kaj zraven denarja, da bi se pri nas naredil prizidek. Drugače bomo mogli pa sami najti ene rešitve, da bomo zagotovili primerne pogoje za delo naših članov, pa za hranjenje opreme, ki pa tudi ni pocena, pa v vsakem trenutku more delati. Takrat, ko nekdo potrebuje pomoč, moramo mi hitro se odzvati pa priti do kraja dogodka. Prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode pokriva svoje osnovno področje, ki je precej obsežno. Od centra Medvod, Svetja in Preske, pa do Seničice, Golega Brda, Žleb, Studenčic, Stehovca, Vaš in Goričan. Kot osrednja gasilska enota pa so seveda prisotni tudi na vseh obsežnejših intervencijah po ostalih predelih občine in poudarjajo, da vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev odlično sodeluje v zavedanju, da so skupaj boljši in močnejši. Rad bi se zahvalil vsem našim krajanom tukaj v Medvodah, pa še kakšnemu izven Medvod, da nas podpira, pa da nam namenijo kakšne lepe besede, nam res sedajo na srce pa dušo, tako da še lažje potem vstanemo sredi noči, ko rabimo kakšnemu pomagati. Tako da hvala vsem.